Odgovori na pobude in vprašanja, podana na 17. redni seji Občinskega sveta občine Prevalje dne 28.1.2021. Občinski svetnik Štefan Peršak je podal vprašanje: kdaj se predvideva sprememba ali dopolnitev občinskega prostorskega načrta? Odgovor: župan na seji pojasni, da je občina v fazi pridobivanja predlogov. Ko bodo predlogi zbrani in bo iz njih vidno, da je smiselno pričeti spremembo občinskega prostorskega načrta, bo občina sprožila postopek spremembe OPN-ja. Župan hkrati pojasni, da gre za zelo dolg in drag postopek, zato mora biti odločitev argumentirana in tudi racionalna. Občinski svetnik Bernard Pačnik je podal naslednja vprašanja in pobude. Pove, da se iz vsake nesreče oziroma katastrofe nekaj naučimo in da se konca epidemije COVID-19 ne pričakuje že kmalu. Nadaljuje, da je govoril s predstavniki šole in izpostavi pomanjkljivost, ki se tiče šolskih klopi. Te namreč ni mogoče razdvojiti in tako zagotoviti razdalje med otroci, hkrati izpostavi, da bi to bilo praktično tudi iz vidika pisanja testov. Predlaga, da se razmisli o dolgoročni nabavi samostojnih miz za učence. Odgovor: vodstvo šole zagotavlja spoštovanje vseh uredb in odlokov, ki so vezani na zajezitev pandemije. Prav tako sprotno spremljajo vsa aktualna navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje in jih tudi dosledno izvajajo. V primeru potrebe po dodatnih klopeh bo vodstvo šole zagotovilo potrebna sredstva iz naslova rednega in investicijskega vzdrževanja. Svetnik Pačnik opozori tudi na problematiko zračenja prostorov v osnovni šoli. Naj se razmisli o možnostih zračenja brez odpiranja in zapiranja oken v učilnicah. Odgovor: pobuda za morebitni alternativni način zračenja brez odpiranja oken v učilnicah je bila posredovana vodstvu šole. Svetnik Pačnik pove tudi, da se mu zdi smiselno, da ukolikor se bo situacija z epidemijo nadaljevala, se na naslednjo sejo povabi tudi direktorico Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki bo lahko neposredno podala odgovore na zastavljena vprašanja. Odgovor: povabilo za udeležbo na seji občinskega sveta je bilo posredovano predstojnici NIJZ-ja območne enote Ravne na Koroškem, Nedi Hudopisk, doktorici medicine, specialistki javnega zdravja. Zaradi zasedenosti in preobremenjenosti osebja predstojnica opravičuje odsotnost predstavnika NIJZ-ja. Svetnike in vse druge občane prosijo, da vsa vprašanja povezana z epidemijo naslovijo na NIJZ na elektronski naslov, kjer na vprašanja sproti odgovarjajo. Telefonske linije so namreč preobremenjene s klici povezanimi s cepljenji. Občinski svetnik Aleksander Ristič je podal naslednji vprašanji. Zanima ga, ali je za stanovalce v bližini gostišča Hani predvidena izgradnja javnega vodovoda. Odgovor: župan na seji pojasni, da je tudi za tisto območje predvidena izgradnja javnega vodovoda. In sicer v sklopu projekta uravnoteženje vodovodnega sistema v Mežiški dolini faza 2, ki med drugim zajema tudi območje Brinjeve gore. Pove, da je bil ta projekt strokovno že pregledan in potrjen, ter da se trenutno projekt nahaja v Ljubljani na ministrstvu, kjer čaka na uvrstitev na seznam in na potrditev. Svetnik Ristič nadalje pove, da je bilo nekaj sej nazaj predloženo občinskemu svetu seznanitev poročilo o kakovosti pitne vode. Takrat je župan dejal, da se bo naknadno predložila občinskemu svetu dodatna obrazložitev. Zanima ga, kdaj jo lahko pričakuje. Odgovor: skladnost pitne vode se v Sloveniji redno nadzira na vodovodih, ki oskrbujejo več kot 50 uporabnikov. Mednje spada tudi sistem za oskrbo s pitno vodo Stražišče.
Preverja se preko državnega monitoringa, katerega financira Ministrstvo za zdravje, ter notranjega nadzora, katerega zagotavlja upravljavec vodovoda. Število vzorcev in obseg preizkušanj o notranjem nadzoru si določi upravljalec vodovoda sam skladno s tveganji, ki jih je opredelil v HSSP-ju sistemu. Rezultati v letih 2017-2020 kažejo, da je bilo mikrobiološko onesnaženje na sistemu ugotovljeno le leta 2019, kjer je bil med 4 odvzetih vzorcev neskladen en vzorec. V tem vzorcu je bila ugotovljena prisotnost koliformnih bakterij in preseženo skupno število mikroorganizmov pri 37 stopinjah Celzija. Po pravilniku o pitni vodi so tako koliformne bakterije kot število kolonij pri 37 stopinjah Celzija uvrščene v prilogo 1, del C med indikatorske parametre. Mejna vrednost za obe vrsti bakterij je 0/100 ml. Parameter uporabljamo za presojo onesnaženja iz okolja, ustreznosti priprave vode, onesnaženja po pripravi vode, poškodovanosti ali napak v omrežju. Okolikor ni ugotovljene prisotnosti Escherichie coli in ali enterokokov, jih ne moremo uporabljati kot pokazatelje fekalnega onesnaženja. V nobenem izmed analiziranih vzorcev na vodooskrbnem sistemu Stražišče od leta 2017 do 2020 ni bila ugotovljena prisotnost fekalnih bakterij. V prilogi vam pošiljamo še aktualno poročilo o kakovosti pitne vode na območju občine Prevalje 2020, ki je objavljeno tudi na spletni strani občine. Občinska svetnica Tatjana Ledinek je podala naslednje vprašanje in pobudo. Pove, da je isti predlog podala že na odboru za družbene dejavnosti, saj v lanskem letu na območju občine Prevalje zima kmetom ni prizanašala, saj so bile vremenske razmere takšne, da je sneg in ivje v gozdovih naredilo veliko škode, ki jo morajo kmetje sami sanirati. Zato je predlagala, da občina pride kmetom nasproti v obliki pomoči, da se jim dovolilnice za spravilo lesa ponudijo brezplačno. Občina je tej zamisli že prisluhnila, sedaj pa jo zanima, na kakšen način bodo oškodovanci o tem obveščeni. Odgovor je sledeč. Občina Prevalje je že razbremenila naročnike prevozov lesa na način, da vsakemu lastniku, kmetu, zaračunava v času odjuge le eno takso, 36,30 evra, ne glede na število opravljenih prevozov. V veliko primerih opravi prevoznik prevoz lesa za več strank istočasno. Občina Prevalje na pobudo svetnice v takih primerih ne zaračunava upravne takse vsakemu lastniku gozda posebej, ampak jo po dogovoru z lastniki in prevoznikom izda prevozniku. S tem se stroški za posameznika zmanjšajo, saj prevoznik plača samo eno takso za dovolilnico, ne glede na to, za koliko lastnikov bo prevoz opravil. Zavezance za plačilo upravne takse, izjeme za plačilo in višino le-te predpisuje zakon o upravnih taksah. Svetnica Ledinek pove tudi, da se je v tistem obdobju poškodovala tudi tabla, ki stoji na Gočevi ravni, saj je na sredino table padlo celo drevo in jo poškodovalo. Predlaga, da se predmetna tabla sanira. Odgovor: na terenskem ogledu je bilo ugotovljeno, da morebitno popravilo table ni smiselno. Poškodovana tabla je odstranjena, naročena je izdelava in postavitev nove oglasne table. Občinski svetnik David Kavtičnik je podal naslednjo pobudo. Zanima ga, ali je občina že razmišljala o občinskih blagajnah, ki za določene storitve nudijo občanom plačevanje položnic brez provizije. Odgovor: občinske blagajne imajo tudi omejitve. Praviloma delajo le določene ure in dan v tednu, kar predstavlja v času epidemije še poseben izziv. Vseh računov, položnic ni možno plačevati na občinskih blagajnah, saj je poslovanje omejeno izključno za gotovinska vplačila. Primer: gotovinsko plačilo NUSZ ni možno. Prav tako na blagajni ni možno plačevanje položnic z bančnimi, kreditnimi ali gotovinskimi karticami. Nekatere občine sprejemajo le določene položnice, na primer javnih zavodov in javnih podjetij, katere soustanovitelji so in more biti potem še stroške elektrike. Komercialne položnice so izključene, telefon, televizija, zavarovanja in podobno. Veliko občanov ima plačevanje obveznosti urejeno preko trajnikov, kjer je provizija praviloma najnižja. Nekateri občani imajo v bančnih paketih tudi brezplačno storitev plačila določenega števila položnic.
Vzpostavitev občinske blagajne pomeni poleg zagotovitve primernega prostora tudi stroške plačljive programske opreme in zadostno število strokovnega osebja. Pristojni oddelek na občini kadrovsko ni polno zaseden, zato bi zahtevala predlagana dodatna obremenitev tudi kadrovsko okrepitev. Župan in občinska uprava vsem občanom, ki so v zelo težkem materialnem položaju in jim plačevanje položnic predstavlja velik problem, pomaga na različne načine in jim bo pomagala tudi v prihodnje. Občinski svetnik Matej Pečnik je podal naslednjo pobudo. Glede na to, da Rdeči križ in Karitas delita pakete pomoči, predlaga, da bi bilo nujno potrebno ponovno pogledati seznam upravičencev, saj se dogaja, da nekateri dobijo na vrata paket pomoči, hkrati pa prispe paket naročenega novega pohištva v vrednosti več tisoč evrov. V izogib dogajanju absurdnih stvari predlaga, da se seznami upravičencev ponovno pregledajo. Odgovor. Župan pojasni, da so to opazili tudi že pri Karitasu in pri Rdečem križu ter pove, da skupaj s socialno službo in osnovno šolo že delajo na tem področju. Pove, da bo posebej opozoril na omenjeno problematiko. Hvala. To, da imamo 4 svetnice, danes je materinski dan, v materinskem dnevu iskrene čestitke vsem našim mamam, vašim, našim mamam. Vse najboljše ob materinskem dnevu. Torej smo pri točki 2, potrditev dnevnega reda. Dnevni red je pred vami. Dajem v razpravo dnevni red. Želi kdo razpravljati o dnevnem redu? Če ne želi, potem dajem na glasovanje dnevni red 18. redne seje. Kdo je za sprejem dnevnega reda? Vsi za. Hvala. Smo pri točki 3, pregled in potrditev zapisnika 17. redne seje. Prišla je ena manjša pripomba pri zapisniku pri priimku gospe Ladine, ko jo smo popravili, tako da to se upošteva, ostalih pripomb ni bilo. Dajem v razpravo zapisnik 17. redne seje. Želi kdo razpravljati? Izvoli, Andrej. Nobeden ne želi, potem dajem na glasovanje. Kdo je za? Hvala, vsi za. Smo pri točki 4. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest. Prva obravnava. Prosim za kratko obrazložitev po videokonferenci. Kratko. Ok, lahko. En lep pozdrav še po moji strani. Pred nami je sprejetje odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Prevalje. In namreč občina je v letu 2020 vse ceste, občinske ceste na območju občine posnela za videokamero in vzdržno napravo. Tako da je v bistvu želja potem občinske uprave, da se odlok o kategorizaciji občinskih cest tudi z tem videosnemanjem uskladi. Med samo spremembo kategorizacije je tudi predlaganih nekaj novih kategoriziranih cest, tako da so se te ceste uvrstile v sam odlok. Se pravi, tiste ceste, ki so se v preteklem času uredile ali zgradile v taki meri, da izpolnjujejo javni interes in so tudi resnično že urejene, da so se lahko kategorizirale kot občinske ceste. Pri sami kategorizaciji prišlo kar do nekaj sprememb v samem poteku, namreč prejšnje kategorizacije so bile vedno delane na podlagi letalskih posnetkov oziroma dostopnih podatkov. Danes pa imamo kvaliteten podatek, se pravi video posnetek s terena, ki je dejansko pravilne poteke prikazan in smo tudi te povzeli. Mogoče ena večja novost tudi ta, da so vse ceste kategorizirane in prevzete dolžine
iz terena, se pravi, niso več dolžine, kot so bile zmerjene na karti, ampak so dejansko upoštevane dolžine, kot so na terenu. To se predvsem pozna v tistih območjih, ki je bolj hribovito, ki potem tudi nese dolžine malenkost več. Čisto konkretno, s spremembo kategorizacije bo razlika v dolžini približno 1,5 km več kategoriziranih cest. Tako da ta odlok je danes pred nami, pridobljeno je bilo tudi mnenje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, prav tako so bile sklenjene medobčinske ceste z občino Mežica in Ravne na Koroškem. Tako da to je z moje strani trenutno vse, če bi bilo pa še kakršnokoli vprašanje, bom pa seveda z veseljem odgovoril. Hvala lepa. Odbor za KCG. Prosim, Andrej. Hvala. Odbor za KCG se je seznanil z odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest v prvi obravnavi ter ga sprejema in predlaga občinskemu svetu obravnavo in sprejem. Hvala. Hvala. Še odbor Komisije za statut in pravna vprašanja. Aleksander, izvoli. Hvala. Komisija za statut in pravna vprašanja je obravnavala odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest in ugotovila, da je pripravljen v skladu z vsemi pravnimi akti, zato ga daje občinskemu svetu obravnavo in sprejem. Hkrati Komisija za statut in pravna vprašanja predlaga, da občinski svet občine Prevalj v skladu s 83. členom poslovnika občinskega sveta prvo in drugo obravnavo predloga odloka združi in na isti seji opravi obe obravnavi, ker na predlog odloka v prvi obravnavi ni bilo bistvenih vsebinskih pripomb. Hvala. Hvala. Torej dajem v razpravo o prvi obravnavi. Kdo želi razpravljati na to temo? Kako vprašanje? Izvoli, Rafi. Jaz mislim, da zdaj nisem mesto to res, ker verjamem odbor za KCG, ampak mislim, da je, to se strinjam z prvim, ne strinjam se pa čisto, ker mislim, da je to kategorizacija cest, da bi dali kar v drugo obravnavo. Te pa osebno mislim, da bi mogli biti bolj večje razprave o tem, da bi dali kar direktno drugo obravnavo. No. To je moje mnenje, ne vem kako mnenje drugih svetnikov, ampak teda kategorizacija cest je na hitro, jaz prvo obravnavo bi sigurno podprl, ali ker drugo obravnavo, tako je gospod Sandro predlagal, pa verjetno ne bo. Hvala. Hvala. Bom dal jaz ta predlog, ki ga je dala Komisija za statut in pravna vprašanja na glasovanje. Želi kdo o tem? Izvoli. Jaz bi želel samo pojasniti to, kar je predsednik predlagal statutarne. Poglejte, kadar v prvi obravnavi ni pripomb, pol vmes ni kaj za dodelati v dokument, ki je v obravnavi. In to je razlog, ker nobeden odbor ni imel pripomb v prvi obravnavi, v drugi obravnavi več ne moramo drugega narediti, kot pa pol taj nesprejet. Ne moramo mi v drugi obravnavi predlagati recimo še neke spremembe. To je čisto iz statutarnih razlogov. Hvala. Hvala. Rafi, izvoli. Jaz sem tako povedal, da jaz verjamem odboru za KCG, pa tudi statutarno, samo tako mislim, da smo o tem premalo informirani, bile vse skupaj, ampak se opravičujem, bom glasoval za. Hvala. Hvala. Torej dajem na glasovanje, a gre da se prva in druga obravnava opravita hkrati. Kdo je za ta predlog sklepa Komisije za statut in pravna vprašanja? Kdo je za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 za. Kdo proti? 14 za. To pomeni v dveh obravnavah in prvi obravnavi. Še kdo želi kako vprašanje? Če ne želi, potem dajem na glasovanje, kdo je za sprejem tega predloga odloka v prvi obravnavi. Kdo je za? Vsi za? Hvala. Dajem v razpravo v drugi obravnavi. Kdo želi razpravljati? Ne želi. Dajem na glasovanje v drugi obravnavi. Kdo je za sprejem tega predloga odloka? 14 za. Proti kdo? Ne. Hvala. S
tem smo to točko zaključili. Hvala. Smo pri točki 5. Dokument DIP za plazove na cesti Zagrad ide iz Ajde. Prosim, Laura, za kratko obrazložitev. Izvoli. Dela. Ne, zdaj ne. Prej pa je, zdaj pa ja. Okay. Torej, v sklopu tega projekta je predvidena sanacija kategorizirane občinske ceste na Zagrad, in sicer na odseku od obračališča pri odcepu za kmetijo Alekar do kmetije Komes v dolžini 1629 metrov. Predvidene so sanacije lokalnih usadov na nekaterih strmih delih brežin, in sicer s 3 kamnitimi zložbami ter z vgradnjo lesenih macesnovih pilotov. Prav tako so predvidene rekonstrukcije obstoječih prepustov ter izvedbe novih prepustov. Vozišče se bo asfaltiralo v širini 3,5 metra plus 0,5 metra asfaltne mulde in pa 0,5 metra bankine. Celotna vrednost investicije glede na projektantski predračun znaša približno 367 tisoč evrov z DDV. Predvideva se sofinanciranje s strani Ministrstva za okolje in prostor v sklopu odprave posledic poplav in močnega vetra novembra 2019, in sicer v znesku malo manj kot 300 tisoč evrov. To je bilo to. Hvala lepa. Odbor za KCG. Izvoli, Andrej. Hvala. Odbor za KCG se je seznanil z predmetnim DIP-om ter ga kot takega je tudi potrdil in predlagal občinskemu svetu obravnavo in sprejem. Sprejeli smo tudi dodatni sklep, s katerim povlačamo župana za morebitne kasnejše popravke in dopolnitve dokumenta, ki bi narekovali zahtevano prijavo. Hvala. Hvala lepa. Odbor za proračun finance. Staš, izvoli. Hvala. Tudi odbor za proračun in finance se je s tem DIP-om seznanil, hkrati pa smo potrdili tudi drugi dodatni sklep. Hvala. Hvala. Dajem v razpravo. Želi kdo razpravljati? Izvoli. Hvala za besedo. To se moram pa jaz zdaj oglasiti. Absolutno sem vesela, da se bo delo asfalta od Alekarja do Komesa. Sem bi nekako enake izvajalci, a jaz dnevno tam grta po tej cesti hodim. Že spodnji del asfalta, 2-3 leta je staro to, je že dokaj v slabem stanju. Že sem februarja nekje sem podžupanu Pečniku poslala slike. En del od kapelce, cirka 100 metrov, je že plaz in je ograja zaščitna že dvigljena v zrak in se sem podjeda cesto in asfalt. Tu je treba pogledati, kaj je. Pa še par takih. Teda, če bi se nekako to, ne vem, če se že dela na novo, ali da ne bi bilo že takoj v slabem stanju. Hvala. Je že naročena sanacija reklamacije. Še kdo? Če ne, potem dajem ta predlog DIP-a na glasovanje. Kdo je za sprejem tega predloga? Vsi za. Hvala. Smo pri točki 6, poročilo o izvajanju lokalnega energetskega koncepta občine Prevalje. Prosim, Laura, kratko obrazložitev. Klopi. Občina mora enkrat letno pripraviti pisno poročilo o izvajanju lokalnega energetskega koncepta. V letu 2020 se je muzej na Lešah opremil s sistemom za rekuperacijo zraka. V večstanovanjskih stavbah, kjer so občinska stanovanja, se je izvedla menjava toplotnih delilnikov. V občinskem stanovanju pa tudi menjava stavbnega pohištva. Konec leta 2020 se je izbral tudi nov dobavitelj električne energije, Zelena energija 2021-2022. V letu 2021 se predvideva menjava neustreznih svetilk javne razsvetljave na mejnem prehodu Holmec, menjava stavbnega pohištva v občinskem stanovanju ter menjava toplotnih delilnikov v večstanovanjskih stavbah. Hvala lepa. Odbor za KCG. Prosim, Andrej. Hvala.
Odbor za KCG se je seznanil z poročilom o izvajanju lokalnega energetskega koncepta občine Prevalje za leto 2020 ter ga je z pripombo, da se dopolni ta obrazec prilogo 3, obrazec letnega poročila kot takega, podaja občinskemu svetu občine Prevalje obravnavo in sprejem. Ta priloga številka 3 je dodana zraven, tako da je izpolnjena. Hvala, dajem razpravo. Želi kdo razpravljati? Če ne, potem dajem na glasovanje, da sprejmemo poročilo o izvajanju lokalnega energetskega koncepta občine Prevalje za leto 2020, za lansko leto. Kdo je za? Vsi za. Hvala. Hvala. Smo pri točki 7, poslovno in finančno poročilo za leto 2020. Prosim za kratko obrazložitev. Hvala. Lep pozdrav, tudi v imenu ravnateljice, ki je danes odsotna. Poročilo za šolo, dejavnost zavoda je izvajanje javno veljavnega vzgojno-izobraževalnega programa. Skupno število oddelkov junija je bilo 32, septembra 30, število učencev junija v preteklem letu 594, septembra pa 605. Šola daje prednost projektom, ki so razvojno naravnani in so vključeni v poskus razširjenega programa, projekt Nama poti, nenasilna komunikacija, Hura, prosti čas, zdrava šola, tradicionalni slovenski zajtrk, bralna značka, Zlati sonček, Krpan, First Lego, Lik, učim se biti učitelj, moja prva zaposlitev, čezmejno sodelovanje šolo v Škocjanu ter projekt Prevalje, zdravo mesto. Realizacija obveznega programa je bila 95,7%, realizacija dnevov dejavnosti 100%, realizacija RAP razširjenega programa 95,40%. Učni uspeh ob koncu šolskega leta 2019-2020 99,8%. Zaradi koronavirusa se v preteklem šolskem letu nacionalno preverjanje znanja ni izvajalo. Osnova za sistemizacijo delovnih mest šoli je število oddelkov. Na dan 31.12.2020 je bilo na šoli zaposlenih 88 delavcev, od tega 85 za nedoločen čas. Investicije v letu 2020, nakup traktorske kosilnice, delovni pult, kemija in pohištvo na centralni šoli, računalniki, računalniška oprema, pohištvo na podružnični šoli Šentanev, ograja na podružnici Holmec in Leše ter športni rekviziti in brušenje in lakiranje parketa v veliki športni dvorani. Za vrtec deluje v dveh enotah, Krojaček, Hlaček in Leše. En oddelek vrtca Krojaček, Hlaček pa je že drugo leto organiziran v prostorih osnovne šole Franja Goloba. Poleg vzgojnega dela organizacije prehrane se izvajajo tudi različne dodatne aktivnosti v okviru kurikuluma, nacionalnega dokumenta za vrtce. Otroci so razdeljeni v prvo in drugo starostno obdobje in v letošnjem šolskem letu 2020-2021 je bilo na 31. decembra vpisanih 285 otrok, od tega 16 na Lešah, ostali pa v vrtcu Krojaček, Hlaček. Osnova za sistemizacijo delovnih mest je število vpisanih otrok in število oblikovanih oddelkov. Skupaj je zaposlenih 60 oseb, od tega jih je 9 začasno odsotnih zaradi bolniških in porodniških. Investicije 2020 v vrtcu, uredili smo kabinet v telovadnici, bil je potreben preboj stene, potem požarna varnost, prenesli smo na požarno-varnostno-gasilski zavod Ravne, pri pisvarjih menjava elektronike in od opreme okrasitev vrtca, praznične lučke, klima v shrambi, stroj za čiščenje tal v igralnicah, robotski sesalniki za okna, fotoaparati, sence za peskovnik, drsna vrata na terasah, senca na Lešah in pa pohištvo na Lešah in pa gugalnica v vrtcu Leše. In še obrazložitev poslovanja. Presežek prihodkov nad odhodki znaša 11.796,88 evrov, za šolo 9.790,34 evra, za vrtec pa 2006,54 evrov.
Presežek za šolo se še iz preteklega leta poveča za 2927,33 evra in znaša skupaj 12.717,67 evrov. Za vrtec pa se presežek iz preteklega leta poveča za 488,39 evrov in znaša 2494,93 evrov. Hvala. Hvala. Odbor za družbene dejavnosti, izvoli, Saša. Hvala. Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil s poslovnim in finančnim poročilom Javnega zavoda Osnovne šole Franja Goloba z enoto vrtca za leto 2020 in ga predlaga občinskemu svetu v seznanitev. Hvala. Hvala. Odbor za proračun in finance, Staš, izvoli. Tudi odbor za proračun in finance je obravnaval in se seznanil s tem poročilom, predlaga, da ga potrdi tudi občinski svet. Hvala. Preden dajemo razpravo, mogoče še, če nas seznanite z zdravstveno situacijo oziroma z virusom, kakva je situacija, pa mogoče še, kakve ste ukrepe v smer glede na informacijo, da se v vrtcu vzgojiteljice nimajo nekega velikega interesa po cepljenju, kaj in na kak način se boste tega problema lotili. Za šolo podatkov o karantenah in o okužbah nimam, v Trije razredi, v vrtcu pa trenutno noben oddelek ni v karanteni. Ena vzgojiteljica je zaradi okužbe doma, pa nekaj otrok manjka zaradi prihoda iz tujine ali pa zaradi okužbe doma. Drugače pa načeloma zaenkrat je stanje v redu. Za cepljenje res pri vzgojiteljicah ni bil velik interes. Cepljenje sem jaz kot vodja vrtca predstavila, tudi mnenje zdravnikov, ki sem jih sama pridobila kot za osebne potrebe oziroma rabo, pa preposlala stvari, ki so nam jih poslali z ministrstva. Zdaj danes smo se tudi z gospo Sašo dogovarjali v enem kratkem predavanju, predstavitvi cepljenja. Z vzgojiteljicami smo se o tem pogovarjali, zakaj ne, zakaj ja. To je osebna odločitev vsakega posameznika, tu druge rešitve ne vidim. Hvala lepa, to je res osebna odločitev, ampak v takih poklicih in takih razmerah je treba gledati malo širše, ne samo na sebe, je treba gledati na otroke, je treba gledati na vse druge, ki jih pa lahko okužiš. V tem smislu jaz bi prosil, da tako kot ste si zastavili, še nadaljujete. 3 razredi v osnovni šoli so v karanteni. Situacija na Koroškem in tudi pri nas v občini Prevalje se poslabšuje, število okuženih raste, smo v rdeči regiji in glede na to, da je vedno več mlajših v bolnišnicah, tudi v teh oddelkih, kaj so že, se ne važno, ko so pod respiratorji oziroma v intenzivi tudi mlajše kategorije, jaz upam, da bodo ljudje, vzgojiteljice pa še kdo razmislil o tem, ker sigurno je manjša škoda cepljenje oziroma več plusov je s cepljenjem kot pa minusov, ker je treba gledati celoto. Če si sam doma zaprt, ni tak problem, če pa si ti zaposlen v vzgojno-izobraževalni inštituciji, je tudi odgovornost za otroke, odgovornost za sodelavce, odgovornost potem za družine in bi prosil, če se tu v tej smeri, tako kot ste si zastavili, naredi še nekaj več in da se ljudje mogoče bojo pa le sami ocenili, da je smiselno se cepiti. Dajem v razpravo poročilo o delu. Izvolite. Želi kdo? Izvoli. Jaz se ne bi samega poročila dotaknil, ampak bi vprašal gospod podravnateljico, kot je sama povedala, da je en oddelek v osnovni šoli. Jaz nimam kaj proti, če je v osnovni šoli, ali se pa mogoče razmišlja, glede na to, da se pri nas zdaj en blok gradi, pa da se v številu prebivalcev verjetno v naslednjih letih nekako naj bi se tudi povečalo, če se razmišlja, da bi se pogovorili z županom v dogradnji kakega oddelka ali pa 2.
Ko bo potrebe dolgoročne, bomo tudi ko bo potrebe dolgoročne, bomo v strategiji skupaj razmislili in pripravili rešitve. Še kdo? Če ne, potem dajem na glasovanje predlog sklepa, da smo se seznanili s poslovnim in finančnim poročilom šole. Presežek prihodkov nad odhodki bo šola in vrtec uporabil za investicije v letošnjem letu skupaj z občino Prevalje. Teh investicij je kar precej. V letošnjem letu je pa ena glavnih investicij je obnova električnih, vodovodnih, kanalizacijskih inštalacij v starem delu šole in tu je kar velik zalogaj, ki bo v letošnjem letu, pa del drugem letu, pa mogoče še enem letu, da bomo šolo po infrastrukturi usposobili, vse ostale stvari so pa zdaj že tako dolž, da je to na dolgi rok res potrebno. Dajem na glasovanje, kdo je za sprejem tega poročila. Vsi za. Hvala in uspešno zdravo naprej. Smo pri točki 8, poročilo o delu nadzornega odbora občine Prevalje. Pozdravljam predsednika Jurija Peneca in ga prosim za kratko poročilo. Izvoli. Hvala za besedo, spoštovani svetniki, župan, predstavniki občinske uprave. Nadzorni odbor je na svoji 21. redni seji na podlagi 6. odstavka 43. člena statuta občine potrdil poročilo o svojem delu za leto 2020 in sicer smo v lanskem letu načrtovali oziroma izvajali nadzore nad razpolaganjem s premoženjem občine, namensko in smotrno porabo občinskih sredstev ter finančnim poslovanjem občine, javnih zavodov in seveda tudi javnih podjetij, katerih je soustanoviteljica oziroma ustanoviteljica občina. Skupno je bilo v lanskem letu za 12 načrtovanih sej tudi 12 nadzorov. Od tega so bili iz razloga splošno razglašene pandemije realizirani oziroma uspešno zaključeni le 4, torej 3 zahtevni, 1 manj zahtevni nadzor, oziroma realiziranih je bilo vsega skupaj 8 rednih sej. Torej v lanskem letu smo uspešno zaključili nadzore nad ureditvijo ceste do zgornjih kontejnerjev na območju Barbare, pri katerem je bil izveden tudi ogled na terenu. Na tem ogledu sta bila prisotna tudi nadzornik podjetja Bomi Močka in pa tajnik občine. Izvedli smo tudi nadzor nad izvedbo javnega razpisa za prevoze šolskih otrok. Pregledali smo vse izvedene transakcije na vseh transakcijskih računih občine v obdobju, ki smo ga izbrali na sami seji. In pa izvedli smo še nadzor nad porabo sredstev oddelka za družbene dejavnosti. Nadzori, ki so bili že začeti v lanskem letu, ampak nam jih iz določenih razlogov, seveda do konca koledarskega leta ni uspelo zaključiti, so bili nadzor nad zakonitostjo in pravilnostjo sistematizacije delovnih mest in izplačil stroškov za delo občinske uprave, pregled pavšalnih pogodb občine z zunanjimi izvajalci in pa nadzor nad vzdrževanjem makadamskih javnih cest. Vsi nadzori, ki sem jih omenil, so bili zato prenešeni v letošnje programsko obdobje in so v tem trenutku že tudi končani oziroma uspešno realizirani. Ostalih nadzorov, kot so nadzori porabe javnih sredstev projekta Interreg, podjetje Kocerod, JKP-Log, zaključni račun občine, pa žal nismo uspeli realizirati, kot sem že uvodoma omenil, iz razloga splošno razglašene pandemije oziroma ukrepov, ki jih je vlada Republike Slovenije v tistem obdobju sprejela in so na nek način posredno, neposredno vplivali tudi na realizacijo našega programa v lanskem letu, kar je pravzaprav razvidno tudi iz vsebine našega poročila. Drugi razlog, zakaj je bila stopnja realizacije našega programa relativno nizka napram prejšnjim letom, pa je,
da enostavno ne moremo izvajati zelo zahtevnih nadzorov nadaljavo ali prek videokonferenc, ker je narava dela nadzornega odbora taka, da zahteva fizično prisotnost nadzornikov v prostorih občine, gradiv večjega obsega pa nadzorniki ne moremo oziroma ne smemo odnašati iz občinskih prostorov. Strokovni delavci občinske uprave pa nam jih tudi ne morejo pripravljati in dostavljati v digitalni obliki preko elektronske pošte, ker je tega preprosto preveč. Smo pa tako kot vedno tudi v lanskem letu podali občinski upravi kar nekaj priporočil v zvezi z našimi ugotovitvami v nadzorih in so tudi kronološko zapisani v našem poročilu. Bomo vas pa o tem, koliko so naša priporočila dejansko bila upoštevana, vas bomo seznanili prihodnje leto, ko bomo še konec tega leta tudi preverjali njihovo realizacijo. Nadzorni odbor je v lanskem letu v skladu z 8. členom pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov za svoje delo porabil 8.424,59 evra. Je pa res, to moram pa za konec tudi izpostaviti, sodelovanje s strokovnimi delavci občinske uprave je bilo tudi v lanskem letu zelo dobro, kar pomeni, da so nam pri našem delu resnično nudili zelo dober suport pri vseh administrativnih delih, ki so pomembne za naše normalno delo, če se temu tako sploh v tem času lahko rečemo. Pravočasno so nam ga zagotavljali tudi ustrezne prostore za seje in seveda v rokih zagotavljali vsa potrebna gradiva za naše obravnave oziroma nadzore. Toliko na kratko z moje strani. Hvala. Dajem poročilo v razpravo. Imam kdo kako vprašanje za predsednika nadzornega odbora? Izvolite. Če ne, potem smo zadovoljni vsi skupaj z delom, želimo uspešno delo še naprej in hvala. Dajem na glasovanje, kdo je za sprejem tega poročila oziroma seznanitev s poročilom. Kdo je za? Vsi za. Hvala lepa, gospod predsednik, in uspešno delo. Smo pri točki 9. Komisija za mandatno vprašanje volitev in imenovanja. Prosim, Rafi, izvoli, beseda je tvoja. Hvala za besedo. Komisija na zadnji redni seji, Komisija za mandatno vprašanje volitev in imenovanja, na zadnji redni seji, ko smo imeli, predlagamo sklep občinskemu svetu, spravi gre se za odbor, za upravni odbor Lasa Mežiške doline. Predlagamo kot predstavnika občine Prevalje v upravnem odboru Lasa Mežiške doline gospoda Boštjana Gorenčka, člana imenovan do likvidacije Las Mežiške doline. To je bil predlog sklepa prvi. Hvala. Želi kdo razpravljati o tem predlogu? Ne želi, potem dajemo na glasovanje ta predlog. Kdo je za sprejem tega predloga? Kdo je za? Vsi za. Hvala. Naslednja točka, Rafi, izvoli. Občina je prejela dne 1.2.2020 gradivo volitva kandidatov razvojnega sveta Koroške regije in skupno listo kandidatov razvojnega sveta Koroške regije. Za potrditev kandidatov mora občinski svet izvesti volitve v skladu s sprejetim odlokom. Volitve se bodo izvajale tajno na seji občinskega sveta, kjer občinski svetniki glasujejo za člane v kompletu. Komisija za mandatno vprašanje volitev in imenovanja se strinja s tem predlogom za skupno listo kandidatov razvojnega sveta Koroške regije in podaja listo na glasovanje na občinski svet občine Prevalje. Hvala. Hvala lepa. Predlagam komisijo v sestavi, je predlagana. Predlagam komisijo za izvedbo volitev članov razvojnega sveta v sestavi Rafael Škovca predsednik, Aleksander Ristič član, Matej Pečnik član. Dajem na glasovanje predlog komisije volilne. Vsi za. Prosim komisijo, da čim prej izvede volitve. Glasovnice so tule.
predlagam, tek pridete k meni, prevzamete glasovnico, odkložite tiste volilni boxom, pa to ven rabite, ko se spodobi. Še enkrat, glasuje se o celotni listi naenkrat, ne o posamezniku, ker je lista zaprta, o celotni listi za ali pa proti. Formalno tak je pravilnik oziroma tak, v redu, na ta način moramo imenovati, čeprav dobro. Prosim. Ja, taka je struktura, ker so tudi zunanji, ne samo občine, ampak so zunanji člani iz firm in inštitucij. Ne, moraš tja noter, da ne v kaj narobe. Nadaljujemo z sejo. Predsednik komisije izvoli, rezultati. Hvala za besedo, gospod župan. Bo je oddanih 15 glasovnic, vse so bile pravilno dane, pravilno izpolnjene, 3 proti in 12 za. To pravi, da je predlog Komisije za mandatna vprašanja sprejet. Hvala. Hvala lepa. Hvala, predsednik. Gremo v naslednjo točko. Premoženjsko-pravne zadeve, prosim, tajnik za kratke obrazložitve. Občinska uprava mora na podlagi sklepa občinskega sveta po sklenitvi pravnih poslov izven načrtov ravnanja z nepremičnim premoženjem o tem seznaniti občinski svet. Imeli smo 2 taka primera, in sicer občinski svet seznanjeno, da je občina izven načrta sklenila pogodbo o brezplačnem prenosu za pridobitev nepremičnine na lokalni cesti pri Zvonikovem mlinu. Drugi tak pravni posel pa je bil v zaselku ali pa v ulici Spodnji kraj, kjer so se urejale, bom rekel, manjše parcele, nov lastnik je bil, in sicer je občina odkupila zemljišča v skupni vrednosti 285 evrov, prodala pa jih je za 1008 evrov, ker gre enkrat za stavbna, enkrat pa za kmetijska zemljišča. To sta bila ta 2 pravna posla in vas seznanjamo s tem. Hvala lepa. Odbor za KCG. A še imaš kaj drugi? Andrej. Sorry. Hvala. Odbor za KCG se je seznanil z sklenitvijo pogodbe o brezplačnem prenosu na Jamnici, ter tudi z preostalima 2 zadevama se z njimi strinja in podaja predlog občinskemu svetu v obravnavo in sprejem. Hvala lepa. Odbor za proračun in finance, Staš. Hvala. Tudi naš odbor se je s temi pravnimi posli seznanil in predlaga, da jih potrdi tudi občinski svet. Hvala lepa. Komisija statut in pravna vprašanja, Aleksander, izvoli. Hvala. Tudi Komisija za statut in pravna vprašanja se je seznanila s poročilom in ga daje občinskemu svetu v obravnavo in sprejem. Hvala. Želi kdo razpravljati? Če ne želi, potem dajem ta predlog sklepa na glasovanje. Kdo je za sprejem tega sklepa? Vsi za. Hvala. Smo pri točki 11, pobude in vprašanja. Prosim, pobude in vprašanja. Pa gremo tam Čiki prvi, pa potem po tej strani. Izvoli. Hvala. Jaz bi imel samo 2 pobudi, oziroma eno sem že videl, cesta, sanacija Plazl na Holmesu, vidim, da je že zarisano, upam, da se bo to realiziralo. Naslednjo bi pa še rad, čeprav sem že opozoril vse
tudi tajnika sem že opozoril, še enkrat tu opozarjam, glede vodohrama oziroma ta črpalka, ki je tam vizavi mene, tam peš pot, veste, da je že na pol načeta, so plazovi tamle, bilo kakšna nevarnost, kakšna je poplava, kaj takega oziroma močnega deževja, je nevarnost, da tudi nese tisti vodohram, ali kako se imenuje tam, kaj črpalka, da se to pogleda. Čeprav sem upozoril tudi na direktorstvo JKB-loga, da so seznanjeni tudi ostali. Hvala. Hvala. Aleksandar, izvoli. Hvala. Jaz bi samo vprašal za Nicino, tam tisti drugi odsep, so me klicali stanovalci, a je predvidena kakšna sanacija tiste ceste, tam pravijo, da je zelo slabem stanju, da se je ogromno flikal, da sprašujejo, če se predvideva kak asfalt tam potegne. Nicina, tam oni drugi, tam ko je Pertinač pa Krivograd, tam noter. Čisto na kratko, urejamo še zadnje prenose lastništva in mislim, da smo to lahko v letošnjem letu. Skratka, ena stranka je ostala, večinoma so dali. Takoj, ko bomo to do konca uredili, ko bo cesta v 100% lasti, bo šli v sanacijo. Samo, to sem jaz vprašal, Emilija je rekla, da je zdaj urejeno to, ker ljudje lastništvo. Tako da je predvideno. V kakem času pa? Ulico bomo dali, tako zmerom damo odloča na predlog odbora, to so krajši odseki, to ni mali zalogaj, ker tam je potrebno isto menjava vodovoda, kanalizacije, javne razsvetljave, tako da ne gre zgolj za popravilo luknj in to bo v letošnjem letu, ali pa tako bom rekel, v tem proračunu nimamo, ampak lahko še vse sorte pride, to treba lanc bo, oziroma bolj verjetno je v prihodnjem letu. Hvala. Izvoli. Pupi. Hvala. Prvo bi se zahvalil, že zadnjič, ko sem postavil vprašanja za koš na igrišču, je gospod tajnik odgovoril, da bo tiste klopce ob domu starejših Grta proti cerkvi, tudi mi je bil dan odgovor, da so že naročene in da se bo uredilo. Imel bi pa zdaj en predlog, potem bi imel pa ena 3 vprašanja. Prvo je osnovna šola Leše, problem je parkiranje, tam je parkiranje namenjeno, zdaj ne vem, a je samo za šolo pa za vrtec ali je še za koga drugega, ampak tam so me opozorili, da tudi iz bloka pa vsi ostali parkirajo. In da je problem v tem, da pa tisti, ko hodijo v službo, nimajo kje tam parkirati avto. Ali bi bilo mogoče narediti tablo samo za osnovno šolo parkiranje, ali je to parkirišče za vse krajane? Bomo pogledali, ocenili, javna parkirišča so javna parkirišča. Ko bomo pa se odločili, da bo drugačen status, bomo preverili, v tem nismo še posebej gledali, bomo pa šli pogledali pa preverili, kaj lahko naredimo tam. Klopi, prosim, klopi. Hvala, gospod župan. Zdaj prvo vprašanje je, zanima me, koliko je naš dolg do zdravstvenega doma Ravne. Druga stvar je pa, vemo, da je dom starejših izrazil željo, da bi odkupil fizioterapijo, pa me zanima, kaj je vrednost, kaj je ocenjena vrednost tiste fizioterapije, pa ali bomo v bodoče ali pa na naslednji seji obravnavali to, pa se tudi odločali, ali bomo fizioterapijo prodali ali ne, ker vem, naj bi zdaj kar fejs pomagali domu starejših z ministrstva, pa mogoče bi se dalo to kaj dogovoriti. Hvala. Mi smo že v lanskem proračunu in tudi v letošnjem proračunu sprejeli v proračunski postavki prodaja fizioterapije.
za pokritje obveznosti do zdravstvenega doma oziroma do dogovora z zdravstvenim domom. Tu so seveda več pletenih, ne samo eden, je treba skupno se vse in poiskati optimalno rešitev in na tem delamo. Ni pa možno kar čez noč, ker čez noč reči. Drugače pa občinski svet je že pri sprejemu proračuna prejšnje leto že imel na postavki, na prihodkovni postavki prodajo fizioterapije. Ampak nočem reči, da ko bojo odločitve take, bojo prišle tu sem na mizo in boste vse informacije imeli, kaj bo potrebno in na kak način. Tako da delamo na tem. Samo zato, ker zdaj so finančna sredstva na ministrstvu, mogoče čez 2 leti tega več ne bo. No. To je edina stvar, kar je problematična. In odločitve, ne da bi pritiskal ali pa karkoli daleč od tega, odločitve bojo verjetno mrle ne zdaj danes, ampak čim prej se sprejemati. No. Jaz mislim, da je treba počasi to zgodbo zaključiti. No. Hvala. Hvala. Izvoli. Hvala. Jaz bi postavila 3 vprašanja. Zdaj ta odsek Poljana-Holmec, kjer je ogromno teh odrtin, jam, lukenj, me zanima, se predvideva zdaj zelo hitro ta sanacija oziroma če lahko pričakujemo vsaj do sanacije tega cestišča zapolnitev teh lukenj. Potem bi vprašala kot drugo, enkrat sem že spraševala za... Malo glasno, ker... Aha, pardon. A se ni slišalo prvo vprašanje? Se opravičujem. Torej, na tem odseku Poljana-Holmec, kjer je ogromno lukenj, odrtin, vedno slabša cesta, me zanima zdaj, kdaj točno ta sanacija cestišča je predvidena, oziroma da bi vsaj do sanacije te jame, luknje, ki so res nemogoče in jih je vedno več zapolnili, vsaj z asfaltom. To so te luknje kar na začetku iz Poljane proti Holmcu, drugače proti Holmcu je cesta posanirana, preplaščena. Tu pa je v projektu krožišča Poljana je tudi ta kratek odsek in je v projektu, ki je šel že skozi revizijo. To pomeni, da bo ta projekt od Poljane pa do tega odseka tam proti Holmcu, takoj, ko bo končan projekt Spar-Petrol. Spar-Petrol je pa, mislim, da danes ali jutri zunaj razpis in bo nekje konc maja štart s temi deli. Letos ne, drugo leto mogoče, ampak najkasneje v 2 letih bo pa sigurno tam krožišče. Drugače udarne jame morajo pa tako ali tako sproti posanirati in jih bojo, to bojo pa sproti narediti. Te pa morajo takoj narediti, to nalogo pa imajo. Klopi. Torej, še eno vprašanje, enkrat sem že spraševala za koše za smeti v pešpoti. Se veste, pomlad privablja in mi se veliko sprehajamo zdaj po tej pešpoti. So določeni koši brez spodna, in človek, če hočeš odvreči kakšne pasje strepke ali pa kakršnokoli smetje, nimaš kam vreči. Bi tule prosila, če bi se dalo na tem področju tudi te stvari zagotoviti. Potem pa ta cesta Dolga Brda, da tako rečem, od Plazla, ta cesta, ki je izenačena z ravnino ceste, sem enkrat že omenjala nevarnost. No. Jaz sem zdaj spet naletela na eno tako situacijo in se mi je zdelo prav, da še enkrat spomnim, da je tam ta cesta zelo blizu te pešpoti in a bi lahko zagotovili tule tudi to odbojno ograjo. Ni veliko, to cestišče, kolikor je zravnano ob pešpoti, od tega odcepišča, od Priplazlo pa do tiste ravnine, ko se pola malo zviša, ko je že ena ograja zraven postavljena, vsaj na tej strani, ki je ni, ob pešpoti. Je en tak nevarni odsek, tu so se že dogajale nesreče, vse se ne zgodijo pogosto. Avto se je celo obrnil na to stran, na pešpot, na hrbet. Vem, da smo reševali takrat z sosedi te stvari sicer pred leti, ampak vse veste, ni fajn, da se situacija zgodi, pa rešujeme, boljše preprečiti. No, tu bi prosila, če bi se dalo tudi urediti, pa kdaj bi lahko to pričakovali. Hvala. Mi smo to predlagali že DRSI-ju in bomo še enkrat predlagali, pa prosili, če to naredijo. Hvala. Naslednji, še kdo? Izvoli. Rafi prvo, gospa.
Hvala. Dve vprašanje imam. Prva je stanovalce spodnjega kraja ob cesti Špar-Krožišče. Zanima, kdaj bojo izvedene meritve hrupa, ko so bile obljubljene takrat, ko je bila cesta narejena. Smo že govorili o tem, ste tudi rekli, ste naprej posredovali, zdaj bi pa rada odgovor, kdaj se predvidevajo, no zdaj čas glih za tak spomladi, poletje, za take stvari in jih zanima, kdaj bojo te meritve izvedene. Rekli so spomladi, bomo zdaj poprašali. No. Še vklop. Drugo vprašanje je pa v bistvi cesti za tisto ograjo, o kateri smo tudi govorili že večkrat na odborih. To sta približno 10-metrska odprtina v prvo ulico, ko je zdaj kromirana ograja. Smo takrat rekli, da bi očitno mogla občina financirati, da bi dali neko bolj ograjo, tako kakršna je potem skoraj, mislim, do konca. Pravijo, da je tam zelo glasno, prašnost ceste, se pravi, da niti sadja ne morajo jesti, ki ga imajo na drevesi, ki zraste in da so kot na razstavi. No. Jaz bi mogoče predlagal, da bi nekaj do rebalansa proračuna se neko šlo to pogledati, pa bi se pol te stvari ustavile, če je možno. No. Vem, da to za občino ni nek grozen denar, ampak njim pa to ogromno pomeni. Hvala. Hvala. Rafi, izvoli. Hvala za besedo. Jaz bi pa take bolj resne tematike. Eno pobudo vam vprašanje. Ne vem, kako se bi dal, to je že gospod Fajmont govoril pri sprejetju proračuna. Sami vemo, da so panoge, kot so trgovine, gostinstvo, turizem, zdaj zaradi tega koronavirusa res padle še kar v eno veliko krizo. Poleg tega, da se to gleda, da temu niti kraja pa konca ne bo hitro. Ne. Poleg tega, da morda glih, ko se bomo to počasi reševalo, pride pa še po celih prevalah, v središču prevalah, izvajanja rekonstrukcija cest, kar bo pa še dodatna obremenitev za vse trgovine, gostilne, vse, ko se ukvarjamo z gostinstvom, problem. Da se bi res zdaj do proračuna nekje malo začel, to niti ne prvi, vse gospod Fajmont je rekel dvakrat, o stavnem zemljišču, nekje pomoč tem subjektom, ko delajo, DO-jom, privatnikom, ko živijo tega. Ker jaz mislim, da glih, ko bo tega konca, se bo začela pa rekonstrukcija ceste in bo en problem večji od drugega. Hvala. Hvala. Bomo razmislili o tem, kaj lahko. Andrej. Hvala. Mene vas zanima prvo vprašanje bi bilo na tak način. V lanskem letu smo že parkrat obravnavali prodajanega zemljišča tole nad železnico, se pravi tole pri Brlju, tako vsi vemo, zakaj se gre. Dejansko tu smo tako že sami zavlačevali. Jaz se spomnim, da v 3 komisijah sem bil, da smo to šli grta gledati in smo vedno to pozitivno rešili, ker smo videli, da nimamo nekaj težav s tem. Kar naprej rešujemo neka druga zemljišča, ta zadeva, glede na to, da je stala že več kot 1 leto, ima že kar dolgo brado. Sklepi kot taki so bili dejansko iz strani KCG-ja podani pozitivno. Ta človek pa še vedno ne more odkupiti tega zemljišča. Zato se mi zdi skrajno neresno, pa tudi tako se postavlja pol tudi samo delo vseh občinskih organov, pač postavlja v slabo luč. In me res zanima, kje se to taj komplicira, oziroma ima kdo drugi kakšnekoli interese, prej niso bili predstavljeni. Teda se mi res čudno zdi, da ta človek še zdaj ne more to odkupiti. To je prva stvar, ker res vidimo včasih, da če ima direktna občinska uprava direktni interes nekje, lahko rešimo to v enem tednu ali pa kar preko noči gre to narediti. Včasih se pa te zadeve kar
preveč zavlačuje, no, po moji strani preveč, da vsi upravni postopki bili že davno rešeni. Samo malo, a lahko na to vprašanje odgovor dam. Treba je pogledati sklepe odbora za KCG, prvi sklep, pa potem naslednjič, ker ste dvakrat obravnavali, kak je bil drugi sklep. Drugi sklep ni bil pozitiven sklep. Ja, ampak sklep ni bil pozitiven, kolikor jaz vem. Potem, ko smo obravnavali. Bomo pogledali. Ampak problem tam ne zdaj interes, kje imamo mi interes, mi nimamo nekih svojih interesov. Ampak hočem reči, tam je spodaj pozidljivo zemljišče in smo čakali na to, da se poišče rešitev dostopa do parcel, ki so na spodnji strani. To je bil glavni razlog, drugega ni niti naše zemljišče, je privat tako kot je, cesta je pa in skica je tako narisana, tako da bi prodajal zemljišče tako kot je na skici, kot da gre v sredino ceste, prodajaš zemljišče. V naravi je malo drugače. Bomo še enkrat pogledali, pa tudi sklepe bomo pogledali. Jaz upam, da imamo tudi rešitve še za dostop z zgornje strani, ker tam ni tako enostavno, ker tam so ene 4 ali 5 parcel. Hvala, sej glih zaradi tega smo tej ustvarili tudi komisijo in smo šli gor pogledati, da smo videli, da dejansko nekih uvir zadov ne more biti, ker tudi čez tudi ne gre cesto delati, ker je pač enostavno prevelik breg. Pa dobro, boste že najdli kako rešitev ali pa tudi ne. Naslednja zadeva me pa zanima, na mene se že parkrat so se obrnali nekateri občani, pa zdaj pred kratkim že drugič tudi na občinsko upravo, mislim, da tudi na župana direktno, se sami vidite, gospod Paradiž. In samo ga zanima, kakva je varianta, glede na to, da zgleda kar nekje par ljudi ima željo, se pravi, te žarne pokope vrniti nazaj na Faro, kakve so to možnosti, a sploh so možnosti. Pa želja je, da vejo, a to sploh je kakva opcija, ali to opcija ne obstaja, da bi dobili nek tak odgovor, ne vem. Ja ali ne, čist na kratko. Ta zadeva ni tako enostavna, da se eden odloči ali ne, ampak mora biti neka širša razprava, bomo ta postopek speljali na način, ki je, zaradi tega, ker pokopališče na Fari od 65. leta zaprto, pa ni aktivno pokopališče. In zdaj pokopališče na Barbari je treba oceniti zdaj, kako in na kak način te stvari reševati. To bomo eno širšo razpravo naredili na to temo. Izvoli. Hvala za besedo. Jaz bi imel pa dve pobudi. V bistvu prva pobuda je tudi vprašanje. Že dlje časa se prizadevam, da bi se v športni dvorani na osnovni šoli Franja Golova na Prevaljah namestila dva stranska koša, nastavljiva po višini. Zakaj po višini? Zato, da bi bila omogočena igra male košarke, pa tudi mlajšim učencem bi bilo možno, ali za mlajše učence bi bilo možno uporabljati te koše. V lanskem letu smo dobili predračune in kolikor vem je tudi v planu investicij osnovne šole Prevalje za leto 2021, da je to, a je potem možna to izvedba v... Letos poleti je v planu investicij osnovne šole. Ne, mislim, dejansko je to noter predvideno. V redu. Hvala. Še kdo pod pobude in vprašanje? Še, izvoli. Po drugo pobudo pa sem podal tudi že na seji KCG-ja, pa bi še enkrat prosil vse v imenu vseh krajanov, občanov, ki živijo ob teh občinskih makadamskih cestah, bi prosil, da se spomladansko ureditev izvede v mesecu maju, ne pa potem junija ali julija, tako da gre se za to, da se ceste uredijo, ko so razna deževja, da se voda odteka in s tem nastaja še večje škode in slabša prevoznost cest. Da se to pravočasno naredi, ker je bilo zmeraj problem z izvajalci, pa je en izvajalec izvajal po celi občini, pa ni uspel pravi čas narediti, da bi to bilo urejeno tako, kot je bilo v starih časih. Hvala. Hvala. Mogoče
kratek komentar. Mi smo v fazi postopka podelitev koncesije. Včeraj smo imeli ta dialog, konkurenčni dialog, v procesu javnega razpisa. Pridobili smo tri pravno veljavne ponudbe, ena ni bila veljavna in zdaj tečejo postopki dokončnih ponudb. Dokončnih ponudb v naslednjih 14 dneh bomo dobili dokončne ponudbe za celoten vsebino koncesije, pomeni na eni strani izgradnja teh 24 km odsekov cest in potem letno in zimsko vzdrževanje. Lahko seveda zelo hitro pridemo do tega, da bomo imeli novega izvajalca letnega in zimskega vzdrževanja, ampak ne glede na to, ceste bojo v takem stanju, kot morajo biti oziroma kot je možno. Včasih ni možno dobiti izvajalca grediranja, ker teh gredarjev ni glih toliko, da jih lahko dobiš, ker vse občine hočejo istočasno vse občinske ceste pogredirati in zato smo tam še kar, ni tako enostavno, da bi točno po naših željah, ampak bomo vse naredili, da bojo ceste usposobljene v enem normalnem okviru. Drugače pa ta postopek teče in upam, včeraj smo jim tudi povedali, kakva so naša pričakovanja in bomo videli, kje se bomo našli. O tem bomo seveda vam poročali, ko bo zadeva tako dajali na mizo vse informacije. Še nekaj, ko smo ocenjevali in ko smo delali popise za teh 9 odsekov 24 km cest, smo medtem en odsek tudi prijavili za posledice neurja 19. avgusta Zagrad, od Alekarja do Komesa. In smo imeli tam projektantske predračune, tistim projektantom, ko smo dali, da so naredili nam projektantske predračune, projekte za vseh 9 odsekov. Tega smo še posebej projektantu dali delati, ker smo morali zaradi tega, ker smo prijavili in računamo, da bomo dobili nepovratna sredstva. Hočem reči, da smo lahko zdaj primerjali, ker smo postopek javnega razpisa za ta odsek že zaključili. Pomeni, imamo končno ceno. In moram reči, da iz tega točno vidimo, kakve so bile usmeritve, nismo kaj dosti falili, imamo pa še nekaj rezerve za pogajanja in upam, da nam bo uspelo doseči približno to, kar smo si zastavili v tem konkurenčnem dialogu oziroma na koncu s pogajanji s ceno. Tako da računam, da bomo v mesecu dni praktično pred zaključkom te podelitve koncesije. To so pa Vod Celje, Andrejc, Šoštanj pa Slemenšek. Pa Temnikar pa ne izpolnjuje pogoje, ker so pogoje notri, da moraš nekje koncesijo imeti, da lahko vidiš. Tako da, 3 pa so in s temi 3 se nadaljuje konkurenčni dialog. So pa stvari natančno predpisane, definirane, tako da ni možno nič mimo pravil. Prosim? Ja, bi rekel, zdaj odvisno, če gledaš posamezne dele, en izvajalec je pri investicijah malo cenejši, za nekaj 7-8%, en je pa pri vzdrževanju cenejši. V glavnem pa pri vzdrževanju cest so vsi prevragi, ker ponudbe po vzdrževanju po kilometru zimskega in letnega vzdrževanja so nekje okoli 3600 evrov. Je pa to bistveno več, kot pa mi zdaj dajemo in tu moramo priti na bistvo kar precej nižjo vsoto. Pri investicijah je pa še kak procent, tako da v teh okvirih se pa gibljamo, ampak zdaj točno vidimo, kakve so dejansko cene izvedbe na trgu, ker smo po javnem razpisu dobili po egzaktnem projektu, ker ostali projekti niso točno tako egzaktni, ko je bil ta projekt narejen. Še kdo? Izvoli. Zdaj, kolikor je meni poznano, koncesionar prevzame ureditev ali pa urejanje cest 15. ali pa mislim nekje marca, pa za letno vzdrževanje, pa nekje novembra za zimsko vzdrževanje. Zdaj, če bojo te postopki še trajali, ne vem, mesec, 2, potem je glih v bistvu na sredini tega obdobja. Ja.
Ja, v tem času, dokler ne bo koncesionarja, bomo mi Bomo urejevali poštimali tako, tako, kot je kot je že, potrebno. Hvala. Ker tega tak ne moramo dati uničenih cest tudi koncesionarju, ne, ker jim moramo dati v normalne stanje. Še kdo? Če ne, zaključujem s to točko in smo po točko razno. Po točko razno. Še kdo po točko razno? Če ne, bi se jaz, kot sem že prej na začetku, res čestital danes vsem našim mamam, našim, vašim in vsem mamam ob materinskem dnevu. Iskrene čestitke. Hvala lepa za današnjo sejo in lep večer. Zdravi bodite.